Dobar dan, a vas je kaj strah? Cepljenja? Niti najmanj. Niti najmanj, res. Srečno. Dobar dan, pozdravljam. Hvala lepa za pozornost. Dobar dan. 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 Gospod Pahor, vas je kaj strah? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, lepo zdravo. Então, isso que eu acho. Predsednik si dobro? Še bom, moram biti vsaj ti, da imamo težava. Dobar dan, spoštovani gospe in gospodje. 26. decembra lani, za državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, je v Slovenijo prišla prva fašiška cepiva. Za novoletno željo sem si izbral eno samo, da bi državni praznik, 30. obletnico ustanovitve in razglasitve lastne države, konec junija letos praznovali skupaj, da bi bili zbrani na Trgu Republike ali na Kongresnem trgu, vse povsod po naši domovini, da bi bili priče koncu te epidemije in vrnitvi v normalno življenje. Mislim, da se ta novoletna želja lahko izpolni.
imamo cepivo, ki je na nek način glavni faktor spremembe na bolje za vrnitev v normalno življenje. Jaz sem se danes cepil. Cepil sem se zato, ker želim prispevati k temu, da je te epidemije čim prej konec. Razumem, da je cepivo varno in učinkovito, zaupam znanosti in strokovnjakom, ki nas pozivajo, da se cepimo. Iz številnih pogovorov tudi vem, da so med nekaterimi ljudem pomisleki. Te pomisleke je treba spoštovati in jih je potrebno nagovarjati z argumenti in upati, da bodo slišani. Pri vseh. Ne upajmo, da pri tisti potrebni večini, ki bo to epidemijo tudi končala. Pozivam vse, da smo zdaj na verjetno predvečer tretjega vala pripravljeni na to, da bo to še enkrat ena zahtevna preizkušnja, vendar jo bomo zmogli in na koncu zmagali, zato ker je že zdaj prevladovala med nami solidarnost in dovolj strpnosti, da razumemo to tudi normalno razdražljivost in naveličanost, ki se je zavlekla med nas, tesnobo, skrbi, vse to. Vendar imamo luč na koncu tunela, cepivo je tukaj, prepričan sem, da se bo cepilo tudi v naši domovini dovolj ljudi, da se bomo torej za dan državnosti skupaj veselili na številnih slovenskih trgih, morda še vedno na razmeren primeren način, to da prepričan sem, skoraj prepričan na osnovi tega, kar slišim od strokovnjakov, da bomo temu pričali. To bo res čudovito darilo za 30. obletnico naše države, vsem našim ljudem, da si bomo končno potem vsi odpočili na poletnih počitnicah. Vem, da je bilo doslej zahtevno za vse nas, za vse vas, za vse nas skupaj. Morda bo v tem tretjem valu potrebno še dodatno stati eden za drugim in eden za drugega, vendar bomo tudi to zmogli. V to sem prepričan in dodatno me v to prepričuje zdaj cepljenje. Upam, da bo uspešno, da ljudje ne bodo imeli težav, če bodo pristojni pri tem pomagali. Zaupam še enkrat v stroko, v znanost, v cepivo in verjamem, da se bomo prej ali slej veselili vrnitve v normalno življenje. Lep dan, lep vikend. Kako je bilo, vse nam povejte? Ne boleče, to je prvo, zelo hitro, nobenih neprijetnikov. Cepili smo bili za AstraZeneco, so nam tudi pokazali, s čim nas cepijo. Vsi štirje se dobro počutimo, tako da jaz mislim, da še hujšega ne bo. Obvestili so nas tudi o predvidenih reakcijah na cepljenje, tako da smo s tem seznanjeni, verjetno bomo prišlo tudi do se povišene temperature, glavobola, malo slabosti. Jaz vas bom prek socialnih oziroma prek družbenih omrežij, ko vas bom obveščal o tem, tako da odstranimo vse dvome in strahove. Tako, če je dobro za ljudi, je dobro tudi za oblast. In obratno, če je dobro za oblast, je najbolj dobro. Hvala lepa za enkrat. To, kakšno sporočilo je po vaše, zakaj mislite, da je pomembno, da se državni vrh cepijo? Zaradi tega, ker s tem pokažemo, da tudi nam ni vseeno, da nismo izvzeti od ostalih ljudi in da delimo usodo z ljudmi. Če smo prepričani, da neki ukrepi so nujni in da je nekaj dobro, potem to moramo pokazati z vlastnim primerom. Jaz sem bil zelo žalosten zaradi te ustavitve cepljenja, ki se je zgodila ravno pred tem, ko bi se cepil državni zbor, državni svet in predsedniki. To bi lahko bilo razumljeno kot neko slabo sporočilo, naš dvom ali namerna ustavitev. No in zdaj smo te dvomo po mojem mnenju odstranili. Če se je pripravljen državni vrh cepiti in če zaupa znanosti in tehnologiji, potem mislim, da smo s tem tudi ljudem poslali eno pozitivno sporočilo. Kakšne druge možnosti za učinkovito ustavljanje COVID-19 nimamo,
in prav je, da se ravnamo po tem, kot se ravnajo vsi ostali po svetu, čeprav so pomisli, čeprav so možni tudi zapleti, imamo brez cepljenja, mislim, da situacija kmalu zelo, zelo. Hvala lepa. Hvala lepa.